Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v še eni tedenski izdaji na televiziji Celje. V tokratni z gosti v živo, z našo kamero pa smo bili tudi na terenu. V studiu bomo predstavili dneve dizajna Celje, ki jih pripravljajo prihodnji teden. To soboto pa svoj slavnostni koncert pripravlja tudi orkester Akord, ki bo obeležil svojo 80-letnico. Z našo kamero smo bili na terenu, Vrtnarstvo Wallner so pripravili prav poseben dan zelišč, poseben dogodek pa je pripravilo tudi Društvo podjetnikov Zlatorog Celje. Najprej pa torej k dnevom dizajna. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa ob sebi pozdravljam prej napovedani prvi gosti tokratne tedenske izdaje, Tadeja Falnoga iz Zavoda Celeja Celje in Špela Strašek. Živijo, lep pozdrav obema najprej. Živijo. Ja, dneve dizajna Celje bomo predstavili že druge, med 27. in 31. majem se bo dogajalo v prostoru začasne rabe na glavnem trgu 8 v Celju, ampak preden gremo k letošnji izdaji, bi mogoče Tadeja predstavila, odkot izvira ideja, odkot izvira sam koncept, kako je bilo v lanskem letu in potem pa bomo razširili v to, kako bo zadeva izgledala letos. Ja, lani premierno dnevi dizajna. Dejansko je ideja nastala, ker smo želeli nekako nadgraditi čarobnost mestnih trgov, modno dogajanje v starem mestnem jedru, ki je lani praznovalo 10. obletnico. Želeli smo ga nadgraditi tudi z drugimi področji dizajna in od to se je dejansko potem razširila ideja, da samo modo, k sami modi dodamo še ostala področja dizajna. Tako smo potem tudi povabili, oziroma je bilo skoraj logično, da k sodelovanju povabimo še Špelo Strašek kot zelo, pomembno ustvarjalko v mestu in tako je lani potem nastala prva edicija Dnevov dizajna Celje. No in letos se bo v 5 dneh zvrstilo kar 20 različnih dogodkov. Človek bi pomislil, da gre za kar natrpan program, pa bi mogoče, kako ste torej nadgradili v primerjavi z lanskim letom, kaj si lahko obiskovalci obetajo letos? Mogoče Špela. Ja, no, lani smo v bistvu izpostavili predvsem modno področje, torej modne oblikovalke, oblikovalce. Letos pa smo se odločili, da razširimo modo še, oblikovanje na druge spektre. Torej imamo industrijsko oblikovanje, notranje oblikovanje, arhitekturo, urbanizem, nakit in vse skupaj pa z neko rdečo nitjo trajnosti. In vse skupaj začnete z debato, okroglo mizo, prihodnji torek, kako živimo mesto. To bo vprašanje, kakšne odgovore pa lahko obiskovalci pričakujejo mogoče? Ja, v bistvu se bomo pogovarjali, kako dejansko dizajn živi v mestu, kakšne rešitve lahko ponuja oblikovanje z področja arhitekture, urbanizma, trajnosti. Imeli bomo res zelo zanimive gostje, tako iz mestne občine Celje, oblikovalce, tako da ja, nas čaka zelo zanimiva debata. Tako, poleg tega pa še seveda tudi že prvi dan ostajate zvesti modi, ne? Ja, smo rekli, da bi prvi dan otvorili z modo, ker je bila lansko leto tako izpostavljena, pa bomo letos še dodatne oblikovalke izpostavili. Imamo kar, mislim, da 9 oblikovalk. Ja. Kater pa bo tisti osrednji modni dogodek letos? Enega, mislim, če se prav spomnim, ste izpostavili, ne? Ja, v bistvu vsak dan je posebej, bom rekla, izpostavljen dogajanje od torka do sobote, sicer bo sobota bolj namenjena nekemu druženju. Drugače pa, ja, eden izmed poudarkov je četrtek, ker bo poleg rednega dogajanja, torej in showrooma in tudi delavnice, bo pa v kiosku bomo imeli še dodatno dogajanje, bo torej ta naša tradicionalna modna revija, čarobnost mestnih trgov. Dejansko bodo večinoma dogodki potekali v GT8, torej notraj. Se pa seveda tudi, si pa želimo, da ob lepem vremenu, ki ga pričakujemo, da bomo tudi del dogajanja predstavili ven, na trg, no modna revija čarobnost mestnih trgov pa tradicionalno zunaj, torej na rdeči preprogi na glavnem trgu. To sem še mislil vprašati, tale legendarni kiosk K67, ki je zdaj že skoraj neka stalnica na različnih prireditvah, bo seveda kot nek dizajnerski presežek iz preteklosti obeleži tudi letošnje dneve dizajna Celje, ne? Ja.
Ja, v bistvu smo si želeli, da kiosk dobi neko zgodbo, da živi, da v bistvu je kot nek del mesta. In v tem kiosku se bojo vsakodnevno zvrstile pop-up, taki mini pop-upi slovenskih oblikovalk, 4, za sobotno dogajanje pa še ne ostane presenečenje. No, pa ne ostane še nekaj za presenečenje. No, še eno stvar bi lahko izpostavili, publikacijo, če se ne motim. Lani ste izdali tako imenovani poseben lookbook, ne? Pa bi mogoče predstavili, zakaj sploh gre za tiste, ki ne poznajo tega koncepta in kaj bo letos se dalo videti tam. Ja, tudi letos bo lookbook, v bistvu je to e-book oziroma e-knjiga. Namenjena je pa dejansko predvsem tem našim modnim ustvarjalcem v starem mestnem jedru, tem, ki bodo sodelovali na modni reviji. In ta lookbook je kot nek predstavitvena knjiga z fotografijami njihovih letošnjih modelov, letošnjih trendov, naprimer pričesk in tako dalje. Tako da dejansko bo vsak, ki bo sodeloval na modni reviji na čarobnosti mestnih trgov, bo tudi prejel te fotografije. Snemanje že poteka, tako da čez vikende je v mestu tudi živahno, tudi z našo pomočjo, oziroma prejšnjo soboto smo imeli prvo snemanje, zdaj drugo, in na koncu bo tudi en tak, bom rekla, tudi en tak dizajnerski produkt, bo ta lookbook vseh sodelujočih ponudnikov v mestu, torej sodelujočih na čarobnosti mestnih trgov. Tako. Mogoče, če naredimo en kratek povzetek, zdaj čisto vse, 20 dogodkov je skoraj nemogoče opisati, bomo potem spomnili, kje na spletu se da točen program videti. Mogoče še enkrat po dnevih od torka do sobote tiste neke najbolj ključne dogodke, da jih izpostavimo po vrsti. Ja, torej torko, ko smo že rekli, je namenjen več modni dan. Torej začnemo z okroglo mizo, potem imamo cel dan showroom slovenskih oblikovalk. Vmes imamo tudi delavnico, in sicer poslovne mode, ki je brezplačna. Na koncu pa imamo še oblikovalski sprehod skozi Celje z vodičem Matijo Plevnikom. V sredo imamo namenjeno industrijskemu oblikovanju, torej imamo tudi showroom industrijskega oblikovanja, delavnico za najmlajše z glino, potem pa imamo tudi okroglo mizo. Seveda vsak dan bo tudi ta kiosk, kjer bo tudi tam pop-up. V četrtek imamo tako imenovani nakit bar, kjer predstavljamo slovenske oblikovalke, ki oblikujejo nakit iz različnih materialov. Dopoldan imamo delavnico za otroke, popoldan pa za odrasle z dandeli, torej ki izdeluje iz lesa. Ta je edina delavnica, ki je plačljiva. Potem pa sledi modna revija Čarobnost mestnih trgov. V petek pa predstavljamo prav posebno zgodbo, in sicer že kar modno ikono v Celju, in sicer And by Andraž, ki že res 35 let kroji modo. Dobesedno tudi. Dobesedno kroji modo v Celju, in smo si želeli ta dan res nameniti samo njim. In imamo v sklopu njihovega showrooma tudi 2 delavnice, ki sta res zelo zanimivi, tako da res prisrčno vabljeni. V soboto pa sledi eno takšno zaključno druženje, povzetek celotnega tedna. Ja. In tisto presenečenje, ki smo ga že prej omenili in ga ne bomo razkrili. Torej, Tadeja, za konec še, kdaj bo časovnica, kdaj bo odprt prostor GT8 in poudarek še enkrat, torej vsi dogodki so brezplačni, razen prej omenjene delavnice nakita. Torej, kdaj lahko pride, kdaj bo odprt prostor in mogoče, kje se da še videti podrobnosti o programu? Ja, GT8, prostor za časne rabe je v bistvu zdaj vsak dan že odprt, ker imamo en kup drugih dogodkov in bo tako tudi vse do dnevov dizajna, ki se začnejo z okroglo mizo, torej v torek 27. maja ob 10:00. Tako, sicer pa med 10. in 18. uro nekje. Tako, nekje tako. Dejansko mi sproti tudi objavljamo program, novosti, vse se da videti na družbenih omrežjih, Visit Celje, in pa seveda tudi na spletni strani visitcelje.eu. V prihodnjih dneh bodo tudi gostinski lokali in pa trgovinice, ki sodelujejo na čarobnosti mestnih trgov, prejele še posebna vabila, na katerih bo tudi en del programa, tako da ljudje bodo v mestu zagotovo lahko dobili informacijo, kdaj in kako se bo kaj dogajalo. Tako.
Takole v splošnem pa smo predstavili mi v tem pogovoru. Tadeja Špela, hvala za povedano. Naj tudi drugi dnevi dizajna Celje uspešno uspejo. Hvala. Hvala. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladnost s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Servus, mojster. Prvo moram prišparati, da mi lahko račune plačam. Trgovine, Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Mesec športa v Celju od 5. do 31. maja. Preizkusite se lahko v 27 različnih športnih panogah. Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna. Informacije in prijave na www.szc.si. Športajmo skupaj! Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ob sebi pa že pozdravljam naslednjega gosta tokratne tedenske izdaje, predstavnika orkestra Akord, predsednik gospod Marjan Šeško in umetniški vodja in dirigent Matjaž Brežnik. Živijo, lep pozdrav obema. Namen našega druženja tokrat pa je, da predstavimo veliki, lahko rečemo tudi slavnostni koncert, in to pomladni koncert, ki bo na sporedu 24. maja ob 20. v Narodnem domu, ki pa ne bo kar tako samo še eden v nizu, ampak koncert, s katerim boste obeležili tudi kar 80 čestitljivih let delovanja Akord. Najprej čestitke za takšno čestitljivo obletnico obema, pa bi mogoče preden pridemo torej do te sobote 24. maja, Marjan, najprej midva spregovorila o preteklosti. Zdaj, verjamem, da je skoraj nemogoče predstaviti 80 let preteklosti v takšnem relativno kratkem pogovoru, lahko pa izpostaviva tiste neke najbolj pomembne točke, pa recimo predstaviva tiste pomembne točke iz zgodovine, do katere prideva do Matjaža, potem pa z Matjažem naprej. Ampak človek bi pomislil, da je Matjaž nekako že ni tako dolgo zraven, ampak sem bil sam presenečen, ko sem izvedel, da je Matjaž že zelo dolgo zraven. Ampak torej, gospod Marjan, najprej na začetku, pojdimo na začetek, torej kar kmalu po koncu druge svetovne vojne se je skupaj začelo. Res je. Takrat je po koncu druge svetovne vojne je
takratni profesor, učitelj na osnovni šoli na Polulah, gospod Janko Hočevar, zbral okoli sebe mlade nadobudneže in začel z delom, in postavil osnovo in temelj tega, kar je danes orkester Rekord Celje. On je bil dirigent dobrih 30 let, potem pa je prezdal taktirko gospodu Sreču Cizlu. On je potem dodal tej osnovni sestavi tamburic, glasbila, trobila, pihala, godala, tolkala, postavil neko skoraj simfonično zasedbo in takrat se je začela naša pot. Malo po tistem je pa prevzel taktirko Matjaž s 16 leti. To smo ravno ugotovili. Ker sem računal matematika, se mi je šla, potem sem našel podatek o rojstni letnici Matjaž vaši, pa potem gledam 88, pa to je 16-letni dirigent. Kako je bilo, če smo že pri zgodovini, Matjaž, osebna izkušnja, kako je bilo, ko so vam kot 16-letniku, verjetno še golobradem mladeniču, zaupali kar precej odgovorno nalogo, orkestra, ki je imel že takrat več kot 30 let tradicije. Ja, v bistvu je bilo takrat tako, da je tedajni dirigent nekako se odločil, da ne bo več dirigent tega orkestra in smo ostali dejansko brez. In mislim, da je bilo kar na neki vaji, da smo bolj poskušali, da bi jaz šel spredaj. Imel sem malo te, bi rekel, afinitete do tega dela in nekako je zadeva stekla, tudi kar kmalu potem je bil prvi koncert, to je bilo na Dobrni, se še dobro spomnim, da dejansko me je bilo najbolj strah prideti na oder in se prikloniti občinstvu. Ko sem se pa obrnil napram orkestra, je pa zadeva lepo stekla. Moram pa reči, da sem pa jaz pred tem že tudi bil član tega orkestra in da sem dejansko vse poznal. Tudi zelo mi je pomagal tukaj en prijatelj orkestra, to je skladatelj Janko Gregorc, ki je tudi za naš orkester napisal ogromno skladb. On je bil sicer svoje dni tudi dirigent v ljubljanski operi in je bil dejansko tudi prvi, ki me je nekako uvedel v ta svet dirigentskega dela. No tako, od dirigentskega dela pa nazaj k samemu inštrumentu. Tamburica je mogoče v širši javnosti bolj poznana, mogoče s kakšno drugo etnijo, mogoče drugim področjem, recimo sploh tukaj proti hrvaškemu severu ali pa na tem delu, recimo Slavonija, Međimurje. Kako pa je bilo s tem inštrumentom pri nas in tudi kako se je to prijelo vse skupaj tudi v našem celjskem okolju? No, če lahko jaz mogoče tukaj. Zdaj, to ni najbolj znan podatek, ampak dejansko je bilo v Sloveniji ogromno tamburaških sestavov. Je bilo, ne? Ja, bilo jih je več kot pihalnih orkestrov. Tamburica je bila v Sloveniji v bistvu zelo razširjena in to zato, to je še iz tistega časa, ko je bil ta boj med Slovenci in Nemci za ozemlje. Tamburica je bila slovanska, naša, vse ostalo je bilo pa tuje, nemško. In tukaj tudi v Celju je bila ista zgodba. Osnove tega, v bistvu korenina tega orkestra sega daleč v zgodovino 1800. Takrat so tamburaši v Celju predstavljali tudi ta slovenski del populacije. Glasbena šola je bila pa takrat čisto nemška. Tudi recimo Narodni dom je bil postavljen, so ga Slovenci postavili, je bil za slovenske sestave celjski dom, takrat nemški dom je bil pa za ostale. Tako da ni naključje, da boste nastopili v Narodnem domu. Ja, res je, mi domujemo v tem Narodnem domu že veliko več kot 80 let. Recimo tista osnova, da je lahko ta orkester sploh nastal. Kar se pa tamburice tiče, pa tako, to je inštrument, ki je prišel k nam iz Turčije. In smo ga mi lepo povzeli, pač modifikacija je doživel. Torej že verjetno od Osmanskega kraljestva naprej. In od takrat je ta inštrument res doživel razvoj, pravo revolucijo od tistih osnov.
do sedaj, ko je pa to res inštrument, na katerega se da izvajati. Ne. Tudi marsikaj se je spremenilo takrat. No. In recimo pri nas je to zelo pomembno, da smo nekako našli ravnotežje med tamburo pa med ostalimi simfoničnimi inštrumenti. In to je tisto, kar dela ta naš orkester tak zelo poseben. Mogoče, Matjaž, bi še midva kaj o tem več spregovorila, torej kako pa je potem to združevati, ne? Zdaj, samostojni tamburaški orkestri imajo verjetno, nastopajo malce drugače kot vi, ki ste zadevo tudi malce združili. Ali je to bolj običajna praksa? Priznam, da ne vem, ali se tudi drugod združuje tamburaški orkestri, ali je to bolj posebnost? Govorim, združuje s klasičnimi instrumenti. Mislim, da smo mi kar edinstveni, vsaj v nekem evropskem prostoru, no, kar sem lahko zasledil do zdaj, je res, da včasih sploh recimo hrvaški orkestri dodajo tu pa tam kakšen instrument izven tamburaškega sestava, da bi pa bila to neka stalna formacija, tega pa dejansko ni. No. Zdaj, dejansko že moj predhodnik, Srečko Cizl, je nekako postavil temelje te zasedbe in tudi sama zasedba je dala širok spekter programa, ki se ga lahko izvaja. Tudi marsikateri skladatelji so bili nad tem čisto specifičnim zvokom zelo navdušeni in so prav za nas pisali originalne kompozicije, ki jih tudi redno izvajamo. Tako da moram reči, da smo v teh rekel, že kar 40 letih, odkar je ta zasedba, smo našli tisti pravi balans, koliko časa, tudi glede repertoarja, kaj gre, kaj ne gre. Tako da bom rekel, da je ta zasedba in zvok edinstven in tudi zelo uspešna zasedba. Tako. Mogoče, Marjan, vi ste, društvo se je formaliziralo konec 90-ih, nekje leta 96, lahko se pohvalite z ogromno nastopi, tako tudi dobrodelnimi, pa tudi z marsikatero nagrado. So že prepoznali vaš trud in vaše dobro delo, katere so tisti, ki bi jih mogoče izpostavila in na katere ste res ponosni? No, recimo, naš orkester še pred najno dobo, recimo, je bil tudi deležen marsikaterega priznanja, tudi internacionalno, ne. Ampak, recimo, mi kot Akord smo pa najbolj ponosni na celjski Zlati grb. Seveda, ja. To je bilo najvišje občinsko priznanje praktično. In dejansko je bilo to priznanje našega dobrega dela. Naj se pohvalim, da smo bili mi orkester zares z ogromno koncerti, da smo z lastnim delom prislužili toliko denarja, da smo lahko kupili svoj lastniški vadbeni prostor. To je tega danes ni več. Dejansko je, zdaj ne bom rekel samo mi dva, ampak ena cela generacija nas je skupaj že več kot recimo 40 let. En in isti, recimo, da je osnova orkestra, 20 takih nas je skupaj že dolg časa in to se vidi. Mi imamo tisto neko, ne bom rekel rutina, ker to se ne čuje, ampak dejansko pa je tisto vedenje, da mi to enostavno zmoremo in to obvladamo in nam je v bistvu vsem vse jasno, kaj se pričakuje od nas, ko se postavimo na oder. Mislim, da ste iskali izraz sinergija. Mislim, da je tako. No in tudi posnetke, ki jih vidimo, so iz lanskega koncerta, novoletnega, in tudi tukaj je vidno. Zanimivo je, da date v spredje potem te, ki niso na tamburicah. Saj mislim, da je prej bil na harmoniko, smo videli, pa še ostale instrumente. No, gremo potem mogoče iz te preteklosti, mislim, da smo več ali manj bistvo povedali, mogoče še o članstvu, o člani še o drugih. Jedro, kot ste omenili, Marjan, ravnokar je tisto neko stalno, ampak tu so verjetno še mnogi glasbeniki, ki pa prihajajo, odhajajo, verjetno tudi mnogi mladi so začeli pri vas in potem napredovali. Bi še koga izpostavili, kako bi še kaj o članstvu v samem orkestru? Ja, mogoče bi
jaz tukaj povedal, da je dejansko iz našega orkestra je kar nekaj glasbenikov danes vrhunskih, ki se lahko pohitijo celo z nagradami Prešernovega sklada. Veliko jih je dejansko svojo to dobo ali pa piljenje v orkestrski igri doživelo in se urilo prav pri nas in so danes pomembni solisti v profesionalnih orkestrih. Skratka, pri nas se lahko dobi zelo pomembne izkušnje, bodisi v orkestrski igri, seveda pa tudi, da se pred orkestrom postavijo kot solisti. Glede članstva je pa tako, da pač vsake toliko časa kdo gre, pa kdo pride. To je normalno, sploh pri takšni dobi, 80 let. Tako. Omenili ste soliste, mogoče bi s katere izpostavili, če ne drugega, pa tiste, ki bodo nastopili na koncertu 24. maja? Ja, no ravno za ta koncert, za pomladni slavnostni koncert bi mogoče izpostavil našega dolgoletnega prijatelja, ki je dejansko svoje prve začetke v orkestru pričel prav pri nas. To je ugledni klarinetist Jurij Hladnik, ki je danes solo klarinetist simfoniko RTV, profesor na Akademiji za glasbo in seveda kot enega prvih članov te sodobne različice orkestra smo ga z veseljem povabili, da bo v soboto nastopil z nami kot solist. Kako pa sicer, kakšen repertoar pripravljate za soboto? Bo šlo za nek tak pregleden, glede na to, da se obeležuje tudi obletnica, ali boste predstavili bolj novosti? Kako ste si zamislili in zastavili sobotno dogajanje? Kar se programa tiče, smo dejansko posvetili skladbam in tudi skladateljem, ki so imeli pač v tem našem dolgoletnem obdobju neko posebno težo. Že prej sem omenil skladatelja Janka Gregorca, ki je res napisal ogromno repertoarja prav za naš orkester in se bomo na koncertu poklonili njemu z izvedbo 2 kompozicij. Potem bo na sporedu skladba Radovana Gobca, ki je tudi posebej pisal za naš orkester. Potem pa smo v program uvrstili tudi nekaj kompozicij, ki so nekako zaznamovale naše delo in so bile mogoče kar stalnica našega repertoarja. Tu bi še posebej omenil finale iz opere Erozonega sveta, kjer se bosta našemu orkestru pridružila tudi 2 celjska zbora, to je Akademski pevski zbor Kajuh in pa mešani pevski zbor Orfej, pa še solista Mojca in Primož Hladnik, pevca, tako da se nam obeta en prijeten, pester in bom rekel, kar vesel program. No, za vse tiste, ki vas je sedaj Matjaž navdušil, predprodaja vstopnic že v Ticu, turistično-informacijskem centru Celje, se jih da dobiti in naročiti še kje, mislim, da samo tam, če ne pa kar... Samo na Ticu. Sicer pa v soboto pred koncertom tudi v Narodnem domu. Ampak preden zaključimo, Marjan, bi za konec predstavili smo preteklost, kaj se bo dogajalo zdaj, mogoče pa se zazreva za konec v prihodnost, kakšni so kaj načrti, ambicije orkestra Akord v bodoče? No, ambicije orkestra so vsekakor nadaljevati to delo, ki smo ga upravljali do sedaj, vse te generacije, pa vsi ti ljudje, ki so vložili veliko svojega časta, življenja v to, da je orkester to, kar je, nadaljevanje tega, pridobivanje novih članov, mogoče širitev, recimo na inštrumentalni zasedbi. Nekatere inštrumente smo v teh letih tamburaške malenko zapostavili, pa bomo mogoče tu še na tem kaj naredili, pa dodali kaj.
ampak generalno je pa to vztrajati na tem našem delu, pridobivati še nove člane in iti naprej. No, tako. Hvala vama za obisk v studiu, naj uspe tudi tale sobotni koncert, pa še na mnoga leta, Orkestru Rekord, da boste razveseljevali in tudi tako obogatili celjsko kulturno krajino, tudi v bodoče, pa naj bo še naslednjih 80. No? Hvala lepa. Tako, to so bili gostje v živo, sedaj pa gremo z našo kamero na teren, oziroma tam smo že bili. V vrtnarstvu Wallner so pripravili dan zelišč. Strokovnjaki so delili strokovne nasvete in še marsikaj drugega zanimivega se je zgodilo. Kaj? Preverimo v naslednjem prispevku. Večina pozornosti je bila v začetku vikenda namenjena zeliščem. Dan zelišč je v vrtnarstvu Wallner že tradicionalen dogodek. Letos so ga priredili dober mesec po dnevu balkonskih rastlin. Že vrsto let pripravljamo v bistvu v mesecu maju dan zelišč. Namen je pa to, da v bistvu svoje naše kupce čim bolj ozaveščamo o uporabi zelišč, kam jih saditi, kam uvrščati in tako naprej. Obiskovalcem je v soboto bila na voljo tudi strokovna podpora. V vrtnarstvu Wallner sta za kak nasvet namreč bila na voljo tudi strokovnjaka iz zeliščarstva in zelenjadarstva. Dr. Janko Rode je en velik strokovnjak na področju zelišč, še posebej na področju divjih zelišč. Nikoli ni odveč, če izvemo kakšno podrobnost o nekem zelišču, kam saditi, mogoče v senco ali sonce, vse to nam doprinese k uporabi zelišč. Seveda gospa Miša Pušenjak, ona je pa v bistvu zelo poznana po svojih nasvetih o vrtičkarjih, kam sadimo, kateri so dobri sorodniki zelenjave, kdaj saditi, kakšne sorte, in vse to je za naše stranke, ki nas redno obiskujejo, res en velik doprinos, v bistvu plus za njih, da lahko sami osebno vprašajo ene velike strokovnjake na vsakem svojem področju. Nasveti strokovnjakov vedno pridajo prav, pri izmenjavi znanj pa tudi strokovnjaki na takšnih dogodkih eden drugega naučijo kaj novega. Jaz bi glih iz stališča zelenjadarja najprej izpostavila kapucinko. Kapucinka je ena taka zelo stara roža, k nam je sicer res prišla kot okrasna enoletnica, ampak je treba vedeti, da je v bistvu sodi vse kategorije. Je okrasna roža, je zdravilno zelišče, je pa tudi zelenjava, ki praktično razen korenin je pri njej vse užitno. Kapucinke lahko pomagajo tudi pri preganjanju talnih škodljivcev, a je pri tem pomembno poudariti, da se to ne bo zgodilo čez noč. Kar pomeni, zdaj bom pa kapucinko posadil, pa ne bom več imel strun, ne bom več imel bramorja. To je treba vedeti. Ko bo pa nekaj let kapucinka na vrtu, pa bomo tisto maso v jeseni zadelali v tla, kar je pač nismo pojedli, vse navadno je toliko ne pojemo, pa bo v nekaj letih tudi bomo odgnali te talne škodljivce, ker ona pač je zelo taka tudi aromatična, ima kar predvsem močan okus in tudi vonj, in potem te škodljivci talni zginejo. Kapucinka pa ni dobra samo na vrtu pri odganjanju talnih škodljivcev, ampak tudi na krožniku. Se da uporabiti vse dele razen korenin tudi v pripravi hrane. Ima rahlo pekoč, značilno okus in pa značilno aromo. S tem, da ena od stvari, ki je, lahko uporabimo cvetove tudi za okrasitev določenih jedi, in to pravzaprav prinese v kuhinjo eno dodano vrednost. In obenem lahko pravzaprav s tem torej si pomagamo tudi tako, da recimo pripravimo tudi namaz iz kapucinke, kjer narežemo liste in pa potem na vrhu tudi cvetove. Skratka, zadeva je lahko zelo lepa in barvno usklajena. Da pa se obiskovalci dogodka niso le pogovarjali o hrani, so organizatorji poskrbeli tudi za pogostitev. Tako kot na vseh dogodkih, v bistvu naš prvi dogodek na vrtnariji Wallner je bilo 12. aprila, dan balkonskega cvetja. To se v bistvu naše stranke opozarjamo, da je začetek sezone, da lahko začnejo kupovati rastline, sadike. Na vseh teh dogodkih, tudi danes, nas pa v bistvu naše brbončice razvaja pa naš moj svak, Borut Jovan, šef, ki zelo dobro kuha in v bistvu danes prikazuje, kaj vse lahko uporabljamo v kulinariki, kombinacija zelišča in ostale jedi. Obiskovalci so se lahko sami prepričali, da to res drži.
Kuharskega mojstra pa so lahko tudi pocukali za rokav in ga prosili za kak nasvet. Tudi danes smo pripravili tak sprehod čez naša zelišča, čez ves asortiman. Tudi ideja je, da predstavimo ljudem, kaj lahko kupijo, kako posadijo in potem tudi jaz iz mojega strokovnega vidika, kako lahko to uporabijo v kulinariki. Zdaj se bliža sezona piknikov, tako da mogoče malo v teh stvareh naredimo eno zeliščno frtajo, primorski navdih, potem v bistvu steak z čimičurjo omako, se pravi peteršiljevim pestom neke vrste. Tako da na ta način bomo danes predstavili ta dan. K dobri hrani spada tudi dobra pijača, pri kateri je vedno velik plus, če ni le dobra, ampak tudi zdrava. Tako, da pa boste res imeli občutek, da je danes zeliščni dan, res zelišči, boste tudi pri nas pili samo zeliščne sokove. In na moji levi strani imate zelen metin zeliščni sok naravni, se pravi samo meta, limona in sladkor, in na drugi strani zopet naravni bazilikin sok iz rdeče bazilike, sladkorja in limone. Dogajanje v vrtnarstvu Valner pa se bo nadaljevalo, ko bodo pridelki že pobrani. Letos še pripravljamo seveda en dogodek, to je v decembru, v začetku decembra, bo pa pri Valnerjih že. Lani smo začeli s tem dogodkom in je bil zelo, zelo dober odziv, zato smo se letos odločili, da nadaljujemo. Upam, da bo to prišlo v tradicijo, božično vzdušje pri Valnerjih. Tako z našo kamero pa smo se udeležili tudi dogodka, ki so ga pripravili v klubu podjetnikov Zlatorog Celje. Govorili so o umetni inteligenci v učilnicah, predavalnicah in podjetništvu. Preverimo, kaj se je dogajalo. Projekt ureditve ekonomsko-poslovne cone Trnovlje Jug, kjer so lani prodali vsa zaenkrat razpoložljiva zemljišča, je celjska občina izkoristila tudi za izvedbo različnih dogodkov z vsebinami, ki so jih namenili podjetjem, ki delujejo v coni, pa tudi vsem ostalim podjetnikom, ki poslujejo v mestni občini Celje. Mislim, da pri investicijah, ki jih vodimo na nivoju mesta in pri katerih seveda želimo dosegati čim večji multiplikativni učinek, je zelo pomembno, da se zavedamo tega, da ne gre zgolj za vlaganje v infrastrukturo, ampak predvsem ustvarjanje pogojev za gospodarski razvoj, in tega ni brez tesnega sodelovanja med različnimi deležniki v lokalnem okolju, brez izobraževanja, brez prenosa znanj, brez razprave in brez neke skupne vizije. In vesel sem, da smo skozi projekt ureditve ekonomsko-poslovne cone Trnovlje uspeli izvesti toliko bogatega spremljevalnega programa, in lahko rečem, da je to partnerstvo, ki smo ga vzpostavili z organizacijami, ki delujejo v mestu, skozi ta čas pokazalo dobre rezultate. Organizacijo dogodkov so zaupali klubu podjetnikov Zlatorog, ki že vrsto let združuje celjske podjetnike in ki mu je tudi v tokratnem ciklu z dogodki uspelo zbuditi zanimanje podjetnikov. V zadnjih 5 mesecih smo v klubu podjetnikov Zlatorog Celje izpeljali kar eno kupico dogodkov, od izobraževalnih, povezovalnih, ekskurzija, kakor je bila danes mogoče ta okrogla miza, umetna inteligenca, in mislim, sami lahko vidite po udeležbi sodeč, da je vse skupaj spadlo res pozitivno. Celje ima res to, se vidi, da ima to industrijsko kulturo, po drugi strani pa želimo nek preboj narediti na področju podjetništva in seveda tu podjetniki želijo sodelovati. Mi smo pa tisti vezni člen, most, klub podjetnikov Zlatorog Celje, kjer lahko podjetnikom pomagamo, pa ne samo podjetnikom, tudi vsem ostalim inštitucijam, kakor so šole, izobraževalne inštitucije, da premostimo to bariero in odpiramo vedno nova vprašanja, ki so aktualna za dani trenutek. Tokratni dogodek je bil posvečen umetni inteligenci v učilnicah, predavalnicah in podjetništvu, spregovorili pa so tudi o digitalizaciji na splošno. Ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je predstavila nekaj podatkov o stanju na področju digitalizacije v Sloveniji. Če pogledamo zadnje uradne podatke Evropske komisije za Slovenijo, to je poročilo o stanju digitalnega desetletja, izkazujejo, da slovenska podjetja, s tem mislim mala in pa srednja podjetja, zaostajajo za evropskim povprečjem, kar se tiče uvajanja osnovne digitalne intenzivnosti.
Dobili smo sicer že novo poročilo, osnutek novega poročila za leto 2024, ki sicer izkazuje malenkost boljše rezultate, pa vendar smo še vedno pod evropskim povprečjem. Poudarila je, da se je država na to že odzvala ter izpostavila projekt superračunalnika in tovarne umetne inteligence. Tovarna umetne inteligence predstavlja en tak ekosistem, kjer bo podjetjem, tukaj imamo v mislih predvsem mala podjetja, startupe in pa seveda raziskovalcem omogočal, da bodo lahko na enem mestu imeli na razpolago vrhunsko tehnologijo, podatkovne okolje, torej podatkovne vire, uporabniku prijazno programsko okolje ter vsa izobraževanje tudi z področja umetne inteligence in pa strokovno in tehnično podporo pri razvijanju in potem implementaciji modelov umetne inteligence. Računamo, da bo to motor digitalne preobrazbe v prihodnje in da bo to podjetjem omogočalo, da bodo lahko zelo hitro prešla iz ideje na trg, da bo to pospešilo inovacije in to nujno potrebujemo za konkurenčnost slovenskega gospodarstva in pa za nova delovna mesta. Drugi sogovornik večera prihaja iz šolstva, kjer poučuje predmet umetna inteligenca. Dr. Uroš Ocepek je učitelj leta 2022 ter pionir uvajanja umetne inteligence v slovensko šolstvo. Trudim se predvsem to, da pokažem, kaj tehnologija omogoča. Vse zadnje že od 2018 nekako predavam te vsebine. Pa tisto, kar je najbolj pomembno, da dijaki sami odkrivajo in postajajo res kreatorji pa inovatorji prihodnosti. Zagotovo je začetna motivacija velika, ker vsi govorimo o umetni inteligenci, pa mogoče tisto, ker imajo občutek, da ker so inovatorji, ker tudi sami odkrivajo in postavljajo nove standarde, potem bistveno lažje potem pridem do njih, pa jim to ostalo predstavim. Mogoče bi izpostavil prvi slovenski valček, ki je bil narejen s pomočjo umetne inteligence, kjer so sodelovali 3 dijaki in smo digitalizirali našo slovensko ljudsko glasbo, ampak dijaki niso znali niti ene note prebrati. Tako da najprej sem jih naučil glasbe, da smo potem digitalizirali in na koncu dobili prvi slovenski valček. Sicer pa na Mestni občini Celje že snujejo novo poslovno cono Bukovžlak. Smo veseli, da smo v letošnjem letu pridobili eno gradbeno dovoljenje za še eno ekonomsko poslovno cono. Trenutno pričakujemo rezultate razpisa za financiranje izgradnje te infrastrukture. Ukolikor bomo uspešni, bo do te prišlo relativno hitro. Ukolikor bomo to delali z lastnimi proračunskimi sredstvi, pa seveda v odvisnosti od zmožnosti glede na številne investicije, ki jih v letošnjem in prihodnjem letu vodimo. Vsekakor je naš cilj, da se zagotovi poleg tega, da se reurbanizirajo že obstoječa nekdanja industrijska obrtna poslovna območja, staro mestno jedro, tudi seveda dodaten prostor za gradnjo, ker nekaj interesa gospodarstva je po teh zemljiščih. Tudi pri projektu nove poslovne cone želijo poleg same gradnje na terenu znova pripraviti različna strokovna srečanja. Tako, prišli smo še do konca ene tedenske izdaje. Ob koncu se samo zahvaljujem za vašo pozornost in kot vedno vabim k spremljanju prihodnjo sredo. Bodite z nami, do takrat pa lep pozdrav in srečno.